Takle, dobrodošli na 8. nalogi poklicne mature 2019, spomladanski rok. Če vam je serija všeč, prosim en like, pa malo se naročite na kanal. Zbiram zdaj naročnike, ne. Ok, dobro je, kaj pravi tale naloga? Naj bo alfa ostri kot in sinus alfa koren 3/5. Ok, izračunajmo kosinus alfa, natančno. Natančno izračunajte kosinus alfa. Izpišemo ven podatke. Sinus alfa je koren 3/5 in pa alfa ostri kot rabimo kosinus alfa. Koliko je? Računati. Natančno. To pomeni, ne moramo s nekimi decimalkami se ukvarjati. Se pravi, potrebujemo eno povezavo med sinusom in kosinusom in to je tale formula, ki mislim, da je tudi na maturi od spredi, ne. Sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa je 1. Sinus alfa imamo, kosinus pa želimo najti iz te formule. Se pravi, dobimo zdaj kosinus na kvadrat alfa je 1 minus sinus na kvadrat alfa. Kosinus na kvadrat alfa je torej 1 minus. Namesto sinusa vstavimo koren 3/5, ker je pa sinus še na kvadrat, moramo dati tudi to na kvadrat. In dobimo kosinus na kvadrat alfa je 1 minus. Ko damo koren 3 na kvadrat, je kar 3. Ko damo 5 na kvadrat, je 25. Kosinus na kvadrat alfa, tole zdaj odštejemo, 25 25 minus 3 25. Kosinus na kvadrat alfa je torej 22 25. Ampak zdaj še nimamo kosinusa, imamo kosinus na kvadrat. Zato moramo koreniti. In kosinus pod korenom, kosinus na kvadrat pod korenom se izniči, ne, dobimo kosinus alfa. In tukaj dobimo koren 22 25. Ampak te, ne, enačbe, ki jih korenimo na obeh straneh, v bistvu pridelamo dve rešitvi. Pozitivno in negativno. In zdaj se moramo mi odločiti, a je kosinus pozitiven ali negativen. Zdaj kosinus je nekako takle, ne, če se spomnite enotske krožnice. Od 0 do 90 v prvem kvadrantu je kosinus na x-osi, torej je pozitiven. Tu je negativen, negativen, pozitiven. In ostri kot je od 0 do 90, zato je naš kosinus tukaj pozitiven. To je prava rešitev. In pa še korenimo lahko 25, se pravi, da dobimo, da je kosinus alfa enako koren 22 petin. Plus seveda, ne, ker je minus, bi bil, če bi bil tukaj kot med 90 do 270, ne. Ok, to je bila zdaj prva. Druga pa, izračunajte velikost kota alfa in treba je zapisati rezultat v stopinjah in minutah. Zdaj pa, kadarkoli računate dve stvari. Lahko bi šli iz te rešitve, iz kosinusa, lahko greste pa že iz začetne rešitve, mislim iz začetnega podatka. Vedno je boljše, da rešujemo iz začetnega podatka, ker zato potem dobimo neodvisni dve, ne, nalogi. Takoj, ko pa uporabimo nekaj, kar smo že prej računali, včasih se ne moramo izogniti, potem se pač ne moramo. Ampak, če se lahko izognemo, je pa boljše. Upam, da ste razumeli, kaj hočem povedati. Hočem povedati, da bomo iz tega šli ven, ne iz tega, pa bi lahko šli. Se pravi, imamo sinus alfa je koren 3/5. In velikost kota alfa lahko dobimo tako, da na kalkulator vnesemo tole in damo gor inverzno sinus, ne. Oziroma na kalkulatorju vam piše sinus na -1. Se pravi, zdaj bomo vtipkali noter najprej inverzno sinus. Se pravi, inverzno sinus, sinus na -1 na kalkulatorju. Potem pa koren 3, pa še verjetno boste mogli dati zaklepaj na vašem,
deljeno s 5, zaklepaj je. In bomo dobili kot je 20,27 stopinj. Zdaj pa treba to pretvoriti v minute. Jaz imam to kar na eni taki tipki krožec, vejica, pa 2 vejice, taka tipka, in to kar spremenimo. In dobimo, da je tole 20 stopinj in 16 minut. In to je rezultat. Zdaj pa preverimo, če je to res tako. Vidite, tule smo mogli tole formulo. Poglejte, odspredaj je napisano, eno točko samo da prepišete. Dobite koren 22 petin, to je v redu, plus je, to je v redu. In tule smo dobili tudi zapisan kod v stopinjah in minutah. Okej, srečno. To je konec. Če rabiš več, na ninarazlaga.si, prosim, naroči se na moj YouTube kanal, tule. In pa, če bi rad kaj prispeval za ta projekt, spodaj je vpis, sprejmemo, ni da ni.